Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Danes, ko je tale podcast ugledal luč sveta, je velikonočni ponedeljek in moj gost je res primeren za ta dan. Je pa tudi 1. april, vendar ni šala, da je z mano Martin Golob. Lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Dolgo smo se dogovarjali, ne, da se uskladiva. Imate kar natrpan urnik. Ja, mislim, glihem prav, no. Je pa skuskaj. Zdaj, omenila sem velikonočni ponedeljek, pa bom kar za začetek vprašala, kaj imajo zajčki z veliko nočjo, verjetno toliko kot božiček z božičem, ne? Nekaj tazga, drugače ne bi bil to kot simbol neke rodnosti, nekega življenja, veliko noč je v takem času, ko se tudi prebuja pomlad, pa je pa tudi tako bilo malo povezan. Drugače pa ja, veliko noč, dobro, pirhi bi še šli skupaj, ki predstavljajo kaplje krvi, rdeči pirhi, pa tudi kako piščanček predre pirh, ne, tako Jezus predrl lupino groba. Tako da to imajo pa danes ljudje tudi rad zajčke. Malce nama pa še šunka, pa potica, pa vse to. Ja, to so pa že včeraj malo pojedali. Ja. Kakšne imate pa vi spomine na te praznike? Ne? Zelo lepo vedno govorite o svoji družini, o otroštvu. Kakšne spomine imate pa na velikonočne praznike? Za veliko noč, dobro, spomnim se cvetno nedeljo iz Starata, pa potem, običajno Starata nam delo butare, pa ko smo butaro domov prinesli, nam je Starata vedno dal tudi en dar, ker smo s tem domov prinesli blagoslov. Potem se tudi spomnim, smo to butaro razdarili, brin smo dali za streho, da varuje proti strelom, bršljan smo dali kravam, jabolk smo mi pojedli, te leskove šibe smo pa potem, je mama naredila take križke in smo jih raznosili po polju, da je zemlja dobro rodila. To smo otroci kar del tisto nedeljo. Za četrtek, petek, soboto smo mi fantje ministrirali v župnijski cerkvi in je bilo zelo lušen, ker smo bili že 2 uri pred mašo oziroma pred obredi pri cerkvi, nas je župnik imel vaje, ampak je bilo za nas to bolj priložnost združenja. Spomnim se, kako smo se pač dobro imeli, ker so se fantje, ki okoli cerkve podili pa igrali. No, na veliko soboto se spomnim, kako smo nosili ogenj, gobo, že zjutraj vsem jih je župnik to žegnal in pol mene običajno stric vozil in je on šel zmer zelo hiter, da so bila prav vsaki hišta prva. To je bil tak tudi vir prihodkov za nas otroke. Velika noč, se pa spomnim, da smo mi pri nas doma že pred 4 zjutraj vstali, da smo vse v štal naredili, da smo lahko šli pol na velikonočno procesijo. Včasih je Starata, pol moj ati nosil tudi to nebo, ko se gre v procesi. Mi otroci smo pa ministrirali. Eden pa ponovadi vedno doma vstal, ki je mogel mlekarja čakati, on je pa bolj tudi zajtrk pripravil. Ko smo dan prišli, da je bila že polna miza. Tako nekako, drugače pa tudi malo me pač te dnevi bili povezani, smo bili tako mobile free, ker so bili praznični dnevi, se ni tako delali, pa v šoli nismo bili tako, no, s takimi vtisi. Zdaj pa že kar nekaj let ne preživljate praznikov svojo primarno družino, ne? Kaj pogrešate to, kdaj? Zdaj sem se že navadil. Začetka je bilo pa verjetno Ja, čeprav se mi zdi, da mi je bilo, ko sem bil prvič od doma za Božič, še najtežje. Pa za veliko noč ni več ko hudo, no. Božič je mehen bolj tako vseeno zaznamuje z družino. Veliko noč sem pa pravzaprav tudi, ko sem bil v Ljubljani, sem bil zelo rad, ki je bilo lepo povezano z dejavnostmi, z nekim druženjem, tudi s kolegi, vrstniki, tako da za samo veliko noč nisem imel tega občutka, da bi prav pogrešil. Že, ampak vseeno mi je bilo tudi tam, kjer sem bil dober. Kakor si narediš. Ja. Zdaj jaz vsakega gosta prosim, če seboj prinese kakšne osebne predmete, pa me zanima, no. Jaz sem tvoj, dobro, tale knjiga me zdaj spremlja. Smo malo pomagali, ne? Ja. Tale knjiga me zdaj spremlja let pa pol, pač še ne let pa pol. Je zelo lepo sprejeta med ljudmi. V bistvu mi je pa zelo lepo od te knjige to, da smo do zdaj od te knjige zbrali 46.000 evrov za dobrodelne namene, kar ni tako majhna številka. Poletje je bil zelo velik na morju, ker so velike ljudi na morju brali
Vsaj simbolično. Ja, veliko ljudi je na morju brali to knjigo, ker so mi še drugi ljudje pošiljali, lej župniku, da mama vas bere. Zelo, koliko? 23,000 izvodov. Ja, ne? 23,000 knjig je do zdaj prodanih že čez. Kaj vam to pomeni? Ste pričakovali, da bodo ljudje tako pograbili ta vaša pričevanja? Ne, tega ni noben pričakoval, da bi pa zdaj prav ne vem, koliko se okrog tega vrtel, pa tudi ne, no, več. Jaz zdaj naprej, to gre pa po svoje. Pa radi pišete? Ali raje V bistvu govorite? jaz bolj govorim, to knjigo je pisal Lojze Grčman, on je mene sprašal, tako kot vi, takole so se pogovarjala, on je to posnel, pa je pa to napisal, tako da so pravzaprav to čisto moje besede. Jaz raj govorim, ko pišem. Je pa zdaj še ena knjiga izdala, to so pa zdaj pridige, v bistvu za vsak dan ena svetopisemska misel, pa razlaga, no, tako. Pa upam, da bo tudi lepo šla med ljudi. Pa seveda rožni venček. Ja, rožni venček. Kaj imate vedno s seboj? Ja, ta en tak mal, sem ga dobil, kupil sem ga na Poljskem, smo bili z mladimi letos februarja, mislim, z mladimi, vsi, 2 avtobusa nas je šlo. Je pa zelo lušen, ker gremo kam, imam tudi en kombi in s kombijem večkrat mladino kam pelem in pol vedno začnemo, ker gremo na rožavenc. Kako to mladi tudi lepo molijo. Ali to so ministranti, ali ne vem, čisto odvisen. In tako, no, Ja, poznam. fajn. Kaj še mlade je to? Kompaktno. Ja, tako malo, bolj Ima moški težo, je. ima Ja. In ga imam rad v žepu in tudi, kadar kaj čakam, pa to pa ga malo vrtim. Med potjo rad kaj zmolim. Zdaj, ko sem šel sem rad malo zmolil, ker sem imel tremo. Imate še vedno tremo tako Ja. pred nastop? Ja, zato, ker vsak nastop resno vzamem. Niso samo mi dva. Za nama je še toliko in toliko ljudi, ki bo to pogledali. In je odgovornost, ja. Kako pa sprejemate to? Vseeno je s to medijsko izpostavljenostjo prišla tudi prepoznavnost. Ne? Vam je to kdaj v breme, ko vas posod prepoznajo? Se počutite kdaj potem drobno gledom, da morate še bolj paziti, kako živite? Drugač, da bi mi bilo zdaj nekaj zelo težko, ni, no, da bi zdaj drugač se neki prav tako za brez veze tudi ne izpostavljam. Sem hvaležen, da znam videti del, pa sem hvaležen, da se nič ne delam. Saj sem pač takole je, ne. Takole je in mi ni težko, ker pač kjerkoli sem, pač sem tako, kot sem, ne. Mogoče pač vem, da sem pod drobnogljedom. Drugače v Grosuplju se zelo domače počutim. Mi ni to nič, kot da bi bilo težko. Ljudje me pač poznajo kot svojega župnika in to je to. Ljudje, ki pa pridejo drugod, pa tudi ni. Ne, mi gre kar na kak malo to mimo. Včasih mogoče sem se malo bolj s tem ukvarjal, ker mi je bilo to malo bolj novo, zdaj mi pa ni tako. Kam pa se mogoče zatečete po nasvet, ko ne veste, kaj je prav, da skomunicirate z javnostjo? Kakšnega kolega vprašam. Skušam pa nekako slediti temu naravnemu občutku, čisto kakor v sebi čutim. Če čutim nek nemir v sebi, bolj se raje pravičem, pa razložim, kot pa da bi v neki silu. Če pa čutim v sebi mir, me pa ni pol tako. V knjigi lepo zapišete, da kdaj si želite, da bi vas novinarji klicali, da bodo dali za Mašo, kot pa da bi komentirali kakšne malo težje teme. Ne? Ja, čisti se cerkvene, stvari, ki so, res se moram dajeti kot odgovor. Sem le pač en župnik tam, za kakšne stvari ne kar škof odgovarja, če tako malo rečem po domač. Ampak za kar se tiče takole življenja kot duhovnik ali pa kot veren žal, to pa z veseljem o tem govorim. Pravzaprav mi je to velik plus, da mi tudi novinarji ki vprašajo, ker mi omogočajo, da toliko in toliko ljudi to sliši in vidi. Drugač pa jaz, da lažje je sprejeti Mašo, kot pa dejati kakšno težko dobro. Tudi zapišete v knjigi, da naj o veliki noči govorijo profesionalci, ne? Tako kot ja, to pa ja. Vi dan. Mislim, za veliko noč pa seveda, duhovniki, če tako rečem po domač profesionalci, smo tisti
Pa da jim vsak krše in tako razlaga, da mora zdaj za veliko noč sprašovati nekdo, dogovarjati nekdo, ki sploh ne ve, kaj to je. Deva mogoče še eno reči o vašem takem dnevu kot župnik, kako poteka, kdaj vstanete. V knjigi sem tudi prebrala, da se vam je že zgodilo, da ste zaspali. Tudi to, da na to niste najbolj ponosni. Ne. Ampak a ste jutranji človek v osnovi, a ste se morali privaditi temu? Zelo rad imam jutro, zelo rad imam danes zjutraj sem že bil malo pred 5 po koncu. Sem imel možnost, da sem šel včeraj zvečer malo prej spat. In potem uživam v jutru, ko lepo v miru spijem kavo, meni je zdaj tako lepo, ko zunaj ptički pojejo in je kar tako življenje prihaja. Jutra so tudi taka najbolj čista, umirjena, ni hrupno, mente še me telefon ne kliče in lahko malo narediš v sebi plana za dan. Ob 6 običajno molim v cerkvi, skupaj z gospodom kaplanom. Ob 7 je Maša, zdaj ali ima ona ali imam jaz, ponedeljkih, torkih, sredah imam tudi zjutraj verouk, pridejo moji veroučenci, pol pa so kar ljudje že v pisarni. Sploh ponedeljkih in torkih je tudi tako malo uradne ure, prihajajo ljudje, potem pa čisto odvisen, kaj imam, ali imam recimo Mašo v domu za ostarele, ali imam kakšne obiske, ali imam še kakšne ljudi. Ob 12 običajno kosilo, potem pa verouk, ali pa pogrebi, ali pa take srečanja. Zdaj kar nekaj priprav tudi na poroko, potem imam priprave na krste, potem, ne vem, skozi sem v bistvu nekaj okrog doma, če vmes kakšno luknjo, pa še kaj okoli bajte pokosim, pa kaj pospravim, kaj zrihtam. Rad gre na kolo za kakšno urco pa pol, tako na hiter, če imam možnost. Zvečer pa so potem spet maše, običajno imam 2 maši, ki imamo tudi na podružencah, na Gatin, v Majstar vas ali pa v Spodnji Sevnici. Pa pol zvečer so pa še kakšne skupine, ali imam pa snemanje za televizijo Gol TV, ki imam svojo duhovno oddajo. Tako da je ura pol zelo hiter 10, pa še mečkam, da se človek malo umiri, kaj preberem, ali pa kaj po televiziji pogledam, pa gre hiter, kot še nata, pa spat. Tako nekako, no. Pa poleg vsem tem še kam da jih kaj povabim, običajno v četrtkih, kje gostujem. Četrtke začemam četrtka imam tako kar malo zase. Zdajle, bil sem v Hrastniku, pa kje sem še bil, Vrhunka sem bil v marcu, v Šoštenju sem bil tudi v marcu. Tako da to, ne vem. Omenili ste priprave na krst, na poroko, kar veliko se tega zvrsti pri vas, ne? Hvala Bogu, sem zelo vesel. Tudi iz drugih krajev. Ja, sem zelo vesel tega in glih zadnjič v en ponedeljek. 2 priprave na krst sem imel, potem se pa še tako osebno pogovarjali, pa tako rečem, ja pa, a ne se vidva še poročila, tako fajn sta, ja pa dejva se, to bi bilo pa res fajn, a lahko skupaj naredimo? Ja, lahko, seveda, kot da sem se en ponedeljek še za 2 poroki zmenil, tako kot sem malo namignil. Pač včasih sem že od kakšnega malo povabiti in za tega zelo vesel in Bogu hvala, no, to je tudi en plus. Ja, kar malo čez 30 porok na let. Super. Omenili ste tudi delo z mladimi, kako pa vi skozi vaše oči gledate te mlade, toliko je besed od njih, kako drugačna generacija je to. Kako se vi z njimi razumete? Ja, jaz upam, da dobro, no, drugače sem zelo veliko z njimi, imam tudi mladinske skupine, potem imamo vsako soboto zvečer animatorske skupine, teh je kar njih 60 dijakov, študentov. Rad sem med njimi, drugače so čisto normalni, ne čisto tako, da bi zdaj bili, ne vem, čudni ali pa karkoli. Veliko me naučijo, saj tudi to, ne, zdaj moj Instagram, pa to mi večinoma mladi peljajo, imam eno skupino mladih v župni, pa mi oni dajo predloge, tudi, ne vem, mi recimo rile objavljam, ne, ali pa TikToke, mi mladi pol te video oblikujejo, ali pa mi svetujejo, kako naj posnamem. To imajo oni strašen občutek in jih skušam vključevati, ne. Njim se fajn zdi, kar dosti followerjev, tudi oni imajo svoje Facebook profile, bolj Instagram pa TikTok profile, pa še njim skušam nekako malo boostati, da imajo več followerjev. Pol, ne vem, tele mladi fantje, ministrantje, tudi srednješolci,
gre zelo rad z mano kam na poroko, kam imam čas tudi kakšno poroko drugot, recimo, če kakšen grosupeljski Franci, ki druge poroči. In jih sabo vzamem, rad grejo z mano v Meka. Zelo klasične stvari. Ja, čisto tako, ja. Drugače pa ne vem, mislim, da so dobro, rad sem z njimi, je včasih izziv, ki bi jih rečemo bolj navdušil, ampak mislim, da z eno zvestobo, pa vztrajnostjo, pa to, da si jim blizu, se tudi počasi odpirajo. Se vam kdaj zaupajo v stiski? Ja. Oziroma vas prosijo za kakšne težje nasvete? Ja, tudi ja. Tudi tako pokličejo, pa tudi redno hodijo k spot. Pa tako, no, ja. Mogoče, premišljevala sem, ta moderna socialna omrežja, se je mogoče že kdo hotel spovedati po Instagramu? Ja, zelo veliko. Aha. Zelo veliko, samo to pa ne moram. To ne vem. Ja, veliko sem že dobil teh, župnik sem videla lahko kar malo takole tukaj spovedala. Bi bilo lažje napisati kdaj, kot izreči? Včasih to, ampak to so večinoma ljudje, ki so drugod, domači niti ne toliko. Grosupeljski Frani ne, a pa Poriški, a pa Lipoglavski, ker te itak vedo, da sem dosti blizu skozi. Marsikdaj lažji, če sem v spovednici, ker on nima občutka, da ga vidim. V resnici ga res ne vidim, niti čisto dobro ne vem, kdo je. In zato v spovednici, od drugod so pa ponovadi te želje, da bi kar prek Instagrama, pa to, ampak to pa ne gre. Še ne gre. Ja, pa mislim, da bo šlo. Ne bo šlo. Ja. Omenili ste spoved, verjetno veliko stisk ljudi slišite. Kako pa vi to procesirate? Imate kakšne, vas naučijo tekom študija mogoče, kako se spopadati z vsemi temi? Malo tudi, malo dobiš v trdo kožo. Kakšne težje zadeve, tudi normalno, da mečkam s sabo nosiš, čeprav skušaš to, kar tako rečem, gospod, to je zate, ne zame, a ne. Jaz sem slišal, malo sem se tega naučil tudi na tom telefonu, ker sem bil tam prostovoljc in tam se me potem tako, da bremena nekdo, ki pač odloži, da smem tako osebno jemati, ampak kar lahko pomagaš, pomagaj, drugače pa izročam Bogu. Ja, hvala Bogu, pa je tudi še kar neko zaupanje in sem vesel, ko ljudje spregovorijo. Saj, ko človek spregovori, je potem mnogo lažje. Imate pa tudi veliko teh bližnjih srečanj s smrtjo. Je bilo to od začetka težko? Ja in ne. Ta prvič, ko je oseba pred mano umrla, mi je bilo malo tako, da je en poseben občutek, ampak da bi bilo pa tega strah ali pa da bi imel zdaj kakšne težave, pa ne vem, sanje ali pa to pa nikoli. Tega mi ni tako. Ampak ponavadi so to taki res posebni trenutki, no? Ko nekdo diha 90 let, potem pa pred tabo neha dihati. Ne vem, bil sem poleg najstarejše bohinjke, Htorove Angele, 105 let je imela in bil sem v njej in to je en tak poseben trenutek. Je to ta gospa, ki ste ji v vlogu rekli, da je Bog pozabil na njo, da je zato še živa, oziroma da je stregla na zadnji Ja, tako je, ja. Ko so se midva hecala, sem bila zelo prijatelja. Skupaj so tudi botra eni ladji v Bohinjskem jezeru. Ja, in ob njej sem bil, tudi potem, to je bilo nekaj posebenega. Tega pač nikoli ne pozabiš, ampak imaš, ni tak občutek, da bi bil grozen, ampak ne vem, sploh se ga ne da opisati. Jaz bi lahko rekel, kot da se človek za večnost trudi. Je tak občutek miru bolj? Ja. Sploh, ko je nekdo tudi v miru, no. Da ni, da vem, tak poseben. Ne bojim se v tem smislu smrti. Kaj pa svoje smrti? Ja, tudi razmišljam o njej, da bom umrl, pa če že mislim umreti, bi vsaj srečno umrl. To pomeni, da bi... Kaj pa to pomeni? Vsi bi radi srečno. Ja, to pomeni, da bi bil spravljen z Bogom, da bi bil neki, da bi pač, da ne bi bil v kakšnem velikem grehu, no, da če že mislim umreti, da bi šel pa vse v nebesa. Bi reče, kaj naredil v življenju, to siguren, ampak kar bodo rekli. Kolikokrat se pa zgodi, ko nekdo umira, da se res kesa grehov za nazaj, tako kot vidimo v filmih? Zelo velika. Da se pokesa, da mu je žal za vse slabega, kar je. Ja, zelo velik. In zelo sem hvaležen tudi svojcem,
ko pokliče župnik, pri nas je pa ata ali pa mama švoh, a lahko hitro pridete. In takrat je zelo dragocen, da res tako grem. Zato se za vsak telefon javim, tudi če sem kdaj, ne vem, med vrukom, pa to, ker me je zmer strah, če me kdo zdaj nujno rabi. Da boste zamudili. Ja, in potem rečem, če je kar, pač, če je tako, da ni nekaj nujenega, se opravičujem, če lahko še do konca vrukočim, če pa nujno, pa takoj letim. In so bili že taki primeri. Celo enkrat so me ene mame okoli prenesle, doma smo imeli krst moje nečakinje Neže in potem smo imeli nedeljsko kosilo, skupaj cela moja družina, moji bratje, njihove žene in tako. In glih čakali smo na torto, kot dobim klic. Gospod župnik, moja mama umira, moja soseda umira. Jaz sem se vsa, a je hudo? Ja, je hudo. A umrla? Ja, bo umrla. Jaz sem pri sebi tehtal, a počakam na torto, ali kaj letim. Kaj zdaj se rekel, neč, raje kaj letim, da je kaj narobe. Preletim v Grosuplje, grem v dom za ostarele, grem gor v sobo, so bile v sobi 3 mame. Ja, katera je pa tako bolna? Ja, veste, gospod župnik, malo nam je dolg čas. In se me tako prenese. Pa sem se malo sedel z njimi in sem se pol pogovarjal. Tako, to res sem samem, ja. Sem pa tudi zasledila v enem izmed intervjujem, da so vam starejši kolegi dejali, da če ženska umira, da je malo več časa, da pridete tja, kot če moški. Ne? Ja, če za moška moraš takoj zelo resno vzeti, ker za žensko pa lahko še kosil do konca poješ. Torto, recimo. To je izkušnja starejših duhovnikov. Pa se je to v praksi izkazalo, da je res? Ne upam riskirati. Ne. Ker takrat človeku res zelo veliko pomeni. In takrat, to so taki posebni trenutki in zelo dragoceni. Mi verjamemo, da tudi s tem nekomu pomagamo, da lahko pride pol v nebesa. In takrat moram jaz vse od sebe narediti. To je zelo urgentno in da včasih heca, da bi mogli imeti kot policisti take modre lučke, da to hitro bi še na kraj dogodka. Celo to je en kolega mi pravil, da je pač nekdo umiral, ne, in je župnik laufal, ne, mislim za avto, policaj so še za njemu, ker je tako norel, ne. In potem pride kaj na dvorišče, policaj za njemu, stop, gor pa dol, rekel, počakajte, najprej ima unla vrednost. Pa so pa mi pogovorili, da pa, ker so videli, kakšna je situacija, pa niso pol. Aha, ni bilo kazen. Ja, ampak, ne vem, je bila kazen ali ne, ampak je to zelo pomemben trenutek. Zato, pa tudi, če nekdo tako, zato je mogoče fajn, da se človek že malo prej pripravi, ker mi verjamemo, da človek, ko umre, gre v večnost. Zdaj, če se človek kesa svojih grehov, da je pripravljen, tudi veliko lažje umre, bolj v miru. Domovi za starejše velikokrat povedo, da obisk duhovnika človeka zelo pomiri. In mu prinese neko spokojnost. Tudi vi ste radi v družbi teh starejših, ne dobro se razumete. Ja, zato ker pri njih pa lahko tak, kakršen si. On so veseli, da si tam, jih ima zelo rad in ogromno domov za ostarele sem že v Sloveniji obiskal. Gostujem po teh domovih za ostarele. In mi je fajn, no? In mi je fajn. Ti sami ste dejali, da bi radi na stara leta, če boste... Ja, jaz pa me čakam, da bom star. Če vam bo Bog dal, da dočakate starost, bi radi bili v domu. Ja, če bom recimo, dobro, če bom še tako premoč, bi delal v župniji, ne. Če zdaj bi malo z mama molil, zvečer bi pa z možakarji pil, tako bi si želel svojo starost, zdaj, če mi bo Bog to dal. Zdaj, če bom ne mogel, pa da ne bom več mogel sam zase skrbeti, potem bi šel pa v dom za ostarele, v civilen dom za ostarele, med ljudi, ker bi upal, da dol spodaj kakšen kafe kuha in bi tako lepo, malo bi molil, kakšno mašo bi imel, malo bi spodval, malo bi sestre hecal. Tako, no. Ste od nekdaj tako razposajen, navihan, že kot otrok ste bili taki, da ste radi kaj ušpičili? Ja, to ja, to ga ne morem skriti in ti ne zanikati. Imate 5 bratov, ne? Ja, ste najbolj navihan od vseh 6 otrok? Ja, zdaj moji brate žene mirijo, tako da... To tudi v knjigi zapišete, ne? Da ste z družino vsak večer molili. Ja, tako. In tudi za žene in da takrat vi niste molili. Za bodoče žene? Ja, jaz sem molil pa za bodočo kuharico. Ste obrestovali? Ja, imam krasno gospo,
gospodinjo. Je pa tudi en izmed vaših bratov šel na Ja, tako. poduhovništvo. Drug let bo duhovnik postal. Mhm. Matija, te 5 po vrst, pred tamal, jaz sem pa tudi za njega zelo vesel. Zelo lepo. Zdaj me pa zanima, no, mogoče ti vaši začetki. V knjigi sem prebrala, da v bistvu teološka fakulteta ni bila prva izbira. Ne? Lahko Ja. bi bila midva kolega celo. Ja. Tudi z novinarstvom ste se Ja, spogledali. v bistvu čisto dobro nisem vedel, kaj bi sam s sabo, pač najstniška leta in tako. No, potem pa tudi to sem se malo tako spogledoval, da bi šel na kakšen FDV in tako, ali pa filofaks. No, ampak božja previdnost me je pa pripeljala pa da teologija, ja. In kakšni so spomini na študij? Ja, zelo lepi. Lepi? Drugače sem se povsod zelo lepo imel. Tudi v srednji šoli mi je bilo zelo dobro. In na fakulteti. Je bilo lušen. Tako, čeprav sem v semenišču in sem živel nek red znotraj bogoslovnega semenišča, je bilo tolikega veselja in prijetnega, pristnega druženja, sklepanja prijateljstev, vsega tako prav lepo je bilo. In bi šel še enkrat, če bi bilo božjost. In jaz vsakemu fantu rečem, pej tu semenišče, veš, ko bo lušen. Ampak vi, ko ste se vpisali na teološko fakulteto, še niste bili odločeni, ne, da boste. Ja, res je, čisto prvo let sem šel doma študiral. Sem še malo premišljal, a bi šel za duhovnika ali ne. Pol v drugem letniku teološke fakultete sem se pa vpisal še v bogoslovno semenišče. Ja. S kakšnimi mislimi se človek srečuje, ko se odloča za to v bistvu poslanstvo? Ne? Sej to ni poklic, vi pravite, jaz ne grem iz službe. Je način življenja, je poslanstvo. Kaj so tiste najbolj pomembna vprašanja, ki jih moraš v glavi razčistiti? Ali sem res poklican za to? Potem, kaj če sem ustvarjen za družino? Potem, ali bom zmogel v tej službi, ali pa ne, ta način življenja živeti. Bolj to mata, ali res Bog mene kliče, no, bolj to. Ampak glede to, da sem pol v sebi skozi mir čutil, sem pol čutil, da je pol to. Tudi je vprašanje, glede tega, ne, družina. Velikokrat vas to vprašajo. Ja, pa tudi ne, samega sebe sem sprašal. Nisem tako se skrival pred tem vprašanjem, ker je to tudi del človeka kot takega, ne, se odpoveš nečemu tako zelo pomembnemu, ampak vam res povem, da Bog za vse poskrbi, da kar gre. No, moram reči, da ne gre. In da poskrbi Bog, da to hrepenenje po družini zapolne z eno drugo družino, ki sicer ni čist tvoja, ampak je tvoja. Kolikrat takole pridejo, ko sem v pisarni, v kakšnem velikem delu, pa na vratih otroci, ki hočejo vročo čokolado, da imam tak dober avtomat od Petrola, ki so mi ga dali. Imam najprej tisto človeško, bi se zdaj naredil, da me ni doma, ne? Ampak potem pa, jaz je zato moji otroci, tako, in greš po crklet, tako da jim vročo čokolado skuhaš, pa to ne. Ampak tako, v tem smislu, no. V bistvu ste veliko širšo družino. Ja. Ne skrivate pa tega, da se tudi župnik lahko zaljubi, oziroma da ste samo človek, v knjigi zapišete. Ja, to je del človeka. Ampak to na čisto svoj način sprejmete, ne? To. Ja, nisem robot. Imam srce pravilno ustvarjen, če tako rečem, in tudi s tem, da človek se lahko zaljubi. In to je za konec sveta. Tudi poročen moški in ženska se lahko zaljubita in rečeloma to tudi ni konec sveta, sam da pol malo razum vklopiš, kaj zdaj s tem narediti, ne. Kaj bo zdaj to zgodbo pelil, ali boš ti zdaj vse razkinil pa na kocko dal, ali boš rekel, čakaj, to je zdaj samo trenutno prišlo, ne. To je tudi lahko eden od križev, po drugi strani pa to lahko ena priložnost, da ponovno odkrivaš poklic, kateremu si že dal odgovor. Je tudi ena priložnost, da lahko še v čem zrasteš. Še nazadnje je tak čas enega zelo umetniškega ustvarjanja. Dobiš neko dodatno energijo. Pa navdih. Zdaj, počasi sva prišla do konca najnemu pogovoru.
Jaz za konec mojim gostom pripravim vedno 3 potencialne časopisne naslove, ki so čisto plod moje domišljije, pa pokomentiramo, če bomo mogoče kdaj to lahko brali. Okay. Nič takšnega. Ja. In prvi naslov je takšen. Nadaljevanje Golobove knjige je postala super uspešnica. Zdaj omenili ste, da prihaja nova knjiga. Verjetno si želite, da bi se vsaj tako dobro prodajala. Ja. Če drugega ne, ker spet namenjate denar v To, gre v dobre namene. Ja, zopet 2 evra gre v dobre namene. Pa je moja želja, da bi ljudje brali Božjo besedo, notri je kratka razlaga, mislim, da bi jo znal vsak razumeti, da bi ljudje tudi iz tega živeli. Ja. Torej, klukca. Klukca. Drugi naslov je malo bolj hudomušen. Martin Golob je prvi duhovnik na stand-up odru. Zdaj tega smisla za humor je pri vas kar veliko. Ja. Obstaja že kakšni duhovnik, ki se je lotil stand-upa? Bi bilo to sploh dovoljeno? Jaz mislim, da ja. Saj že včasih imam ga malo tako. Zelo radi imate humor, ne? Ste rad imam taki humor. šaljivi. Rad tudi malo kakšno besedo malo tako obrnem. Rad daj tudi tako pri pridgi povem, da bi malo na smeh spravim. Včasih, ko povem kakšno resno stvar, mislim, kakšno smešno stvar na zelo resen način in čakam, da se prvo začel smejati. Mogoče nekega dne. Materiala je veliko. Ja, verjamem, da. Je pa tako, to ni klasičen stand-up komedija, ker svetih stvari se ne moreš hecati pa norca delati. Ne nazadnje vse ketvice in vulgarne zadeve in vsa namigovanja na kakšno tako deprimirano Odpade. Imate zelo ukrnjeno. Moraš pa še malo paziti, da ne izpadeš glih kot nek kloven, da ti lahko bojo ljudje še zaupali, ker tako neki se hecati, potem lahko riskiraš to, da ti ljudje ne bi več mogli zaupati. Ker bo rekel, čakaj, jaz se k njemu upam, kaj če so z mano norca delali. Tako da je tukaj zelo tanek led, ki kakšno stvar že takole, ki povem kot recimo tela gospe, ki so mene pohecale. Tako, pa tudi ljudje smo zelo različni, kar se tiče humorja. Eni ga bodo zelo dobro vzeli, drugi bodo pa takoj na njega opozarjali. Zdaj, ko smo pri humorju, ko sta bila tukaj Gašper Bergant in Žan Papič, jih poznate, ne? Zelo dobro, Ste bili gosti pri njima, sta dejala, da je pa Martin Golob nekakšen Luka Dončić slovenskega duhovništva. Kaj vam pa takšne izjave? Vseeno vam verjetno ogrejejo. To pa je tak pravi lep naziv, mislim, kera čast, hvala. Tako lepo sta se izrazila, moram vam povedati. Zelo luše smo se imeli, jaz zelo rad jih gledam, pa zelo rad jih poslušam, tako, imajo take dobre fore, jih tudi poznam osebno in sta res fajn. Kar nekaj teh slavnih poznate, tudi v knjigi v uvodu je Denis Avdić napisal, da je vesel, da vam lahko reče prijatelj. Ja, sva prijatelja, večkrat se tudi kaj napišemo, se kdaj dobimo. Je bilo tako lepo, sem tako hvaležen. Smo se dobili 3 prijatelji, Denis, pa še en Martin, pa smo šli skupaj na pico, hmej prišel v Grosuplje. Tako, itak, da se mi to dobro zdi. To so ljudje, ki so tudi v življenju marsikaj čez dali, pa silno pridni. Njemu ni to, kar nekaj izrastel, ampak je pregaran. In take ljudi pa zelo spoštujem, ker ljudje s svojim trudom, garanjem, neprespanimi nočmi pridejo do nekega naslova, naziva, neke kariere. To so mi tudi malo navdih, v njihovi pridnosti. In skušam tudi vsem tem iskati dobro. In na koncu še vračajo, ne? Ja, seveda, gotovo, ja. Veliko dobrega naredijo. Ja, Denis je fajn. Jaz sem ko sem šel prvič na radio, kakšno tremo sem imel. Pa sem se kar ujel, In še tretji naslov. Golob odhaja v Vatikan. Kako je zdaj pri vas, župniki? Je tudi ta normalna lestvica želje po napredovanju? Seveda. Mogoče nekoč kardinal ali nek tajnik v Vatikanu. Ja, že zdaj imam tako napisan, nikoli si ne bi mislil, da bom kdaj kardinal. Ne, obstajajo kakšne ambicije, verjetno ni to ravno krščansko, da imaš apetit. Ne, drugače apostol Pavel piše, hrepenite po višjih. Ampak, če sem pa realen, jaz kardinal.
Malo mora biti tudi realen, no? Ne mora biti nek sanjača, ne? Povspetneš nisem v tem smislu. Prej ste dejali, da v bistvu idealna starost bi bila, da imate neko župnijo Ja. in da ste tam Ali v Sloveniji mirni. imamo to kljušetila hribčke. Tako, tak hribček, ne vem, ne, da bi bil neki gor s parimi ljudmi. Pa tudi, če 5 manj prideh imaš, pa bomo najboljša družba. Kako pa je s temi premestitvami? Ne? Iz Bohinja ste šli Ja. v Grosuplje. Verjetno nimate kaj dosti besede, kdaj in kako. Ja, to menjate. pa čist prepustim volji mojih predstojnikov, ker verjamem, da po njih deluje Sveti Duh in da je tako, kot se odločijo, najboljš. In čeprav ni mogoče na začetku najbolj lušten, sam spoznam, da je res tako najboljš. Tu je pa čar pokorščine, ker vidim, da ima nekaj več v sebi, ni samo golo uboganje, ampak je pravzaprav ena velika tudi osebna rast. Kot da sem zelo hvaležen, da sem tudi zdaj tukaj na Dolenjskem, kot sem zelo hvaležen, da sem bil v Bohinju. Povsod sem ogromno dobil za življenje in še vedno dobivam. To je pa kar ena lepa stvar. Sem imel skušnjavo tudi, da bi tako neubogo, ali pa se upiral, ali pa ne vem, ne, se je pač prsil tegliha meni ne more, ne. Ampak sem zmeraj rekel, nič, ko mora biti, kot sem obljubil, tako naj bo, kar pravijo. In res, to se pa obrestuje. Je to en velik plus našega življenja, no, tako. Zelo lepo. Zdaj, jaz sem vam pripravila 3 naslove. Mogoče me pa zanima, kakšne naslove bi pa vi radi brali. Smo v enih takih čudnih časih, ljudje se iščejo. Kakšne naslove bi vi radi brali? Ja. Lojze pa Joža so si po 20 letih podala roke. Sprava bi bila. Ja, hoče ga še tak naslov, ne? Bomo predlagali urednikom. Potem, čakaj, kaj bi še kaj tazga bilo? Verjetno bolj pozitivne, lepe, sočutne, dobrodelne. Ja, tako, no. Ker v bistvu vse te zgodbe so. Te zgodbe je drugače po naših krajih, po vaseh ogromno, a ne. Samo niso tako medijsko odmevni. Medijsko odmevno je hitrejši kot še škandal. Tudi zato, ker ljudje to raj beremo, a ne. Zelo hitro pogledamo naslov, če je kaj negativnega pri kom. Pa ne, menda, da so enkrat naredili en časopis, samo s pozitivnimi zgodbami, ampak se je sam en teden prodajal, ker ga je ni kupil. Tako da, mogoče to, potem ne vem, kaj sem dobro vprašanje. Pa vsega, kar se pomalo manjka, no, med nami. Da bi bilo konec vojne, ne. Rusija in Ukrajina zakopala bojne sekire, isto Palestina, Izrael. Ljudje našli mir. Tudi glede revščine, a ne. Pravite, da so to neke preizkušnje, ki so z namenom poslane, ne? So preizkušnje, ki nas zelo tudi, nas malo tudi tako, a ne, naredijo malo občutljive, ali pa je tudi malo tako vprašanje, pa kakšno prihodnost. Bal si kakšen starš se vpraša, kako bo z našimi otroki, a ne. Pride v zrak majčken vonja po strahu. Ni samoumeven mir, a ne. Ni samoumeven, lahko se mirno kaj spremeni, hitro, na slabš. Tako da je kar pomembno, kar trenutek pametno preživeti, pa da se čim manj trenutkov stran vrže. Pa fajn je malo pomisliti, da človek naredi kakšen korak k boljšemu, kot pa da nazaduješ v tem, no. To nič ni 100% v tem smislu. No, bova s to mislijo zaključila. Najlepša hvala, da ste se bi še kaj dodali. Ja, vseeno pa dobro zmaga. To mora pa le pozitivno, vse velika noč, a ne, Kristus je smrt premagal. In gremo naprej, ne. Zelo lepo. Torej, s temi besedami bomo zaključili najin pogovor. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Z veseljem. Hvala za povabilo. Oprostite, ki je tako dolgo trajal. Ampak, kapo dol, res ste vztrajni. No, vidite, vztrajno se splača. Ja, se je. Hvala. Najlepša hvala. Z veseljem.
To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.